mudilo v Velvi in smo na poti naprej. Najprej moramo iti nafilat še vodo, potem gremo pa danes proti Portugalski. V bistvu nazadnje, ko smo se Portugalski približali na par 10 kilometrov, tako pa zdaj so nam pred nosom zaradi korone zaprli meje, tako da upamo, da se kaj takega ne ponovi in da nam danes uspe priti čez mejo na Portugalsko. Danes smo se zbudili ob enem lepem jezeru, tako da smo šli še na daljši sprehod, preden smo štartali naprej proti zahodu. V bistvu danes bomo šli proti mestu Faro in si ga verjetno zvečer ogledali. Predtem bomo pa probali kupiti še portugalsko SIM-kartico. V bistvu v Španiji si je nisva rihtala, ker imava še nekaj pač na svojih slovenskih SIM-karticah interneta. Pa pač nismo bili dolgo v Španiji, na Portugalskem bomo pa verjetno malo dlje, tako da bomo rabili veliko podatkov in upava, da bova to danes uspela zrihtati. Včeraj smo se zvečer potem ogledali mesto Faro. V bistvu se nama ful ni dal nekaj ogledovati, tako da smo potem zvečer, ker je tle tako dolg dan, šla peš do centra, pa se malo pošetala po tem starem delu, pa takem malem pristaniščku za čolne. Pa je bilo kar fajn, tako majhno morsko mesto, vsaj ta stari del, no. Tako da potem sva šla še na večerjo, sva končno školjki jedla, ker sem jaz to njih sanjala že zadnje pol leta. Tako da je bilo kar fino. Ja, danes gremo pa naprej. Plan je najprej se ustaviti na eni plaži, ki je ena najdaljših na Portugalskem, peščena plaža, zadaj so pa klifi. Tako da bi si to ogledali.
potem pa planiramo prespati na izhodišču ali pa zelo blizu izhodišča enega pohoda, ki je tudi zelo lep v tem delu Portugalske, južnem, se imenuje Algarve. Ampak ja, to je oboje samo plan, bomo videli, kako se bo išlo, zaradi tega, ker v bistvu je pred leti Portugalska zelo zaostrila pogoje za kemperje in za vene in za nasplošno divje kampiranje in očitno tudi samo za parkiranje čez dan, ker ne smeš, mislim, da 300 ali 500 metrov ob obali, ko so vsi parkingi, pa je zdaj očitno tudi prav za čez dan prepovedani za kemperje. Prespati sploh ne smeš, se moraš v notranjost zapeljati, tako da ja, bomo videli, kako bo šlo. No. Res so kar zelo zaostrili, sicer po drugi strani tudi razumeva, ker Portugalska je veljala res za van life paradiž in so vsi van liferji sem hodili, večina brez WC-jev in so bile baje vse plaže res dobesedno posrane in polne WC papirja in domačini, ki so hoteli priti, so se potem sranjo mogli sprehajati, pa tudi nikjer več niso imeli za parkirati, tako da jim je res šlo čez glavo vse in so zato pol tukaj zaostrili, tako da jih ne morava glih obsojati. Mislim, ja, ne morava definitivno obsojati tega, da so preganjali, da je bilo po 100 kombijev parkiranih eno ob drugem na eni plaži, pa da so tam ostali več mesecev, ampak to, da pač čez dan za 2 uri, da si greš nekaj pogledati, ne smeš nikjer parkirati, je pa tako malke, ne vem, kako ne bi sploh turist karkoli videl na Portugalskem, tako da, ja, ne vem, bomo videli. Šli so res iz enega ekstrema v drugi ekstrem. Ja, pa še problem je pa to, da so tudi na Parkfortniteu velikrat videla komentarje, da so jim kaj ulomili sred dneva, tako da ja, ful je smešen, zdaj velikrat vprašajo, ja, Afrika je varna, kako je z pač varnostjo in lokalci in vsem. In ja, definitivno je bolj varna od teh turističnih evropskih destinacij. Tam se res ne bojiš, da bo kdo karkoli vlomil, tukaj pa je povsod vedno nek strah, da ko boš prišel nazaj, bo težava.
Tale pohod danes nam je bil prav všeč, v bistvu je to takšna Portugalska, kakor so si jo vedno želela oziroma sanjala o teh klifih in skalah iz morja. Je zelo lepo bilo, no, hodili smo vse skupaj 5 ur, 7 km pa pol v eno smer. Zjutraj je bilo, se pravi v uno stran je bilo še kar v redu, nazaj grede je bilo že kar vroče, na srečo malo pihal, ampak ja, je pa tlele res že urenk poletje. Ja, res, tako da smo res kar švicali. Ampak ja, obala Portugalska, vse to, kar smo do zdaj videli, je res lepa, ampak je res kar zoprno s kemperjem. Včeraj, ko smo šli do une plaže, smo sicer najdel parking 1 kilometer, pa še malo stran od plaže. Naprej sploh ne smeš parkirati s kemperjem, tako da smo mogli pol po asfaltu hoditi do tja. Ko smo prišli do tja, je bila itak tabla, da pes ne sme na plažo, tako da so pol na plažo šla vsak posebej. Tako da ja, to je malo zoprno in tudi tukaj danes kar dost stran od izhodišča morala parkirati. Se pravi, kakšen kilometer 200, mislim, da je bilo stran sploh od parkirišča, kjer se pohod začne. In je tudi že čist na začetku, že 1 kilometer pred parkiriščem za plažo, kjer je sicer veliko parkirišče, je pač tabla, da naprej kemper sploh ne, da ne sme parkirati, ampak niti pelati se ne smeš do tja, pa obrniti, sploh je prav tabla, da je prepovedan promet za kemperje. Tako da to je definitivno mal minus tega dela Portugalske in upava, da mogoče na drugih mal manj turističnih delih Portugalske obale bo kaj boljšno. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.